Lani je minilo 150 let od ustanovitve prve hranilno-kreditne zadruge v Ljutomeru, kar štejemo za začetek zadružništva na Slovenskem. Nedavno tega so v Ljutomeru na temo zadružništva nekoč in danes pripravili strokovni posvet. Uvodni nagovor z naslovom Obstoj in razvoj Slovenije sta tesno povezana z zadružništvom, je podal dr. Jože Ostrc, ki je ob robu dogodka povedal. Tudi v preteklosti je bilo poseljeno podeželje s slovenskimi kmeti alfa in omega razvoja. In če ne bomo tega obdržali, ne bomo preživeli, kajti slovenski teren ne omogoča velikih obratov, ki bi lahko konkurirali kapitalističnim velikim obratom v svetu, tudi v tem času globalizacije. Preživeti morajo te kmetije, drugače ne bomo ostali poseljeni. In te kmetije ekonomsko lahko preživijo samo povezane v zadružnem sistemu, kjer so seveda druga merila, ne samo kapital. Zadružništvo ni samo pomembno za gospodarski razvoj, ampak je zelo pomembno tudi za socialni razvoj. In ustrezno zame je zelo pomembno to, da dobri zadružniki se zavedajo tega, da ne morejo sami preživeti, konkurirati, ampak samo povezani. In to bi morali ljudem vcepljati ves čas. Zato jaz pravim, da je ključen problem danes za razvoj zadružništva, ki ga nujno potrebujemo, izobraževanje, znanje o zadružništvu, o vodenju zadrug, o pravilnem obnašanju bi morali vključiti v številne programe šolske, mogoče ustanoviti tudi čisto posebno zadružno šolo za vodenje zadrug, tako kot je bila zadružna šola v Ljubljani ustanovljena 1908. leta. Slavko Petovar, direktor Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci, kot naslednica prve zadruge, ustanovljene leta 1872, o zgodovini in o izzivih prihodnosti. Naša zadruga je nekako naslednik prve ustanovljene zadruge, prve hranilne zadruge, ki je bila ustanovljena 1872. leta v Ljutomeru, in ta dogodek se šteje kot začetek organiziranega zadružništva na Slovenskem. In ta dogodek smo v lanskem letu obeležili z slavnostno akademijo. Seveda pa tu še ni konec naših praznovanj. Ta posvet, ki ga imamo sedaj, je posvet, ki je nekako nastal na podlagi izdelane monografije o zadružništvu na Slovenskem, kjer smo poklicali in pa poiskali številne avtorje, strokovnjake, znanstvenike, raziskovalce, profesorje širom Slovenije, ki so vsak na svojem področju res eminentni strokovnjaki in so s prispevkom v tem zborniku in pa na današnjem posvetu nekoliko širše osvetlili to obdobje vse od začetka zadružništva 1872. leta pa do danes. In kar ni nepomembno, je tudi to, da je današnji posvet pomemben tudi temu, da vemo na podlagi tega, kar smo prehodili, začrtati tudi dobre smernice za prihodnje. Če se pogovarjamo o 150-letni zgodovini zadružništva na Slovenskem in več kot 250-letni zgodovini zadružništva v Evropi, je to v bistvu edini model, ki je preživel brez, bi rekel, pomembnih sprememb vodila, ki so in pa načela, ki so vodila prve zadružnike v to, da so se začeli povezovati, veljajo za zadružni sistem še danes, in tudi težave, s katerimi so se ljudje v takratnem času srečevali, da so lahko ali pa da so se začeli povezovati v zadružništvu, jih srečujemo popolnoma enake danes, res da v nekoliko drugačni pojavni obliki. In zato je zadružništvo skozi teh v Evropi skoraj 250 let dokazalo, da je v bistvu najbolj vzdržen poslovni model, ki je pošten, socialen, pravičen in kar je v zadnjem obdobju zelo pomembno, tudi trajnosten.
Posvet v zadružništvu je sestavni del projekta Živa dediščina, katerega nosilec je Las Prlekija, partner pa Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci. V okviru dogodka so izdali monografijo z naslovom Zadružništvo na Slovenskem med preteklostjo in izzivi sedanjosti. Goran Šoster, direktor Prleške razvojne agencije, pa več o tem. Projekt je uspel s kandidaturo na razpisu, kjer je bilo pravzaprav potrebno dokazati veliko znanja, veliko sposobnosti in trije pomurski lasi smo v tem pravzaprav med vodilnimi v Sloveniji in smo tudi uspeli pridobiti sredstva iz naslova projektov sodelovanja lokalnih akcijskih skupin. Z nami sodeluje tudi ena avstrijska lokalna akcijska skupina. Naslov Živa dediščina smo dali zaradi tega, ker želimo popularizirati kulturno dediščino naših preteklih obdobij in jo aktualizirati v smislu turistične ponudbe in seveda z pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki je prispeval nepovratna sredstva preko programa LEADER CLLD, tudi pomagati obnoviti nekatere objekte kulturne dediščine. Mi smo se lotili celega projekta bolj iz vidika zadružništva, ker praznujemo 150, torej lani smo praznovali 150. obletnico zadružništva na Slovenskem. Ljutomer pa je kot neka zibelka zadružništva zelo aktivno se je Ljutomer pred 150 leti angažiral in vključil z številnimi posamezniki, s prvimi zadrugami na Slovenskem in pravzaprav to tradicijo smo želeli s tem projektom pravzaprav obnoviti, jo tudi ji dati pravi pomen. Zato je nastala znanstvena monografija o zadružništvu, današnji strokovni posvet, tudi slavnostna akademija ob 150. obletnici. Skratka, temu smo posvetili naš del projekta. Žal imamo v slovenski literaturi premalo tovrstne strokovne literature. Zdaj je seveda malo bolj že dostopna, imamo nekaj knjig, ki pravzaprav osvetljujejo zgodovino zadružništva in pa zlasti aktualne izzive iz različnih vidikov. Zelo pomembno je to, da smo zbrali pravzaprav vodilne strokovnjake na tem področju v eni publikaciji, tako da je pravzaprav to vedenje, to znanje široko dostopno, še zdaleč pa nismo izčrpali vsega. Tako da se veselimo tudi novih izdaj, novih knjig, morda tudi izziv za nekoga drugega še. Treba je pohvaliti vse, ki so se odzvali. Znanstvena monografija obsega kar 300 strani, je zajetno branje, najbrž pa bo kar dolgo služila lahko tudi kot učbenik, vsekakor pa kot en dokument, ki dokumentira pravzaprav dosežke teh prvih 150 let zadružništva na Slovenskem. Posveta v Ljutomeru so se udeležili strokovnjaki iz vse Slovenije, ki so na 3 okroglih mizah predstavili tako zgodovinske, gospodarske, sociološke, kulturne in politične aspekte zadružništva na Slovenskem ter današnje izzive, ki so postavljeni združevanje kmetov v zadrugo.